Že 14. dobrodelni veleslalom, ki ga je v Kranjski Gori organiziral Lions Club Bled Golf, je z zbranimi sredstvi med drugim podprl delovanje centra Vidim cilj. Center, ki ga je ustanovil Alen Kobilica, znani maneken, ki je nedavno oslepel, približno 60 slepim in slabovidnim otrokom omogoča športno udejstvovanje. Preizkusili so se tudi v smučanju. Wow, Damjan, kako je bilo na smučanju? Kako ti gre? Dobro, všeč. A je to danes prvi smučanje zate? Ne, sem že veliko smučal. A imaš kakšen vzornika med smučarjem? Kje spremljaš smučanje? Ja, spremljam, ja. Kdo je tvoj najljubši smučar? Zdaj, kar Niko Tin Hansen, ne, pa zdaj on je ali Anadriu ali pa Lincimon. Kot videč končal fakulteto za šport, sem profesor športa po izobrazbi. Začel sem s plavanjem v mednarodnih krogih, se pravi, govorim že kot nevideča oseba. In na eni od teh tekmovanj sem videl, da imajo ostale reprezentance ogromno nekih slepih in slabovidnih tekmovalcev. Jaz sem bil pa edini iz Slovenije. Ko sem si prav rekel takrat, čakaj zdaj, a jih je toliko več tam, ali v čem je problem. Na kar sem videl, da v bistvu da imajo v tujini centre, ki se zelo usmerjeno ukvarjajo z slepimi in slabovidnimi oziroma z različnimi hendikepi. In to se mi je zdela taka neka krasna ideja in sem rekel, to je to. To je tisto, kar bom pa jaz naredil v Sloveniji in na ta način nekaj vrnil nazaj družbi. Ko sem to ustanavljal, seveda so mi govorili okoli, to smo že probali, tako da te stvari ne grejo. Ampak seveda, jaz sem trmast in če se nekaj odločim, pa tudi speljem, tako da danes je zdaj že 5. leto, kar Vidim cilj deluje. Lionizem po svetu podpira ravno slepe in slabovidne. Zato so tudi tokrat podprli center Vidim cilj in s tem omogočili, da slepi in slabovidni otroci ne plačujejo članarine in vadnine. Poleg centra so letos podprli še 3 humanitarne projekte. Miha iz osnovne šole Kranj oziroma iz osnovne šole Orehek v Kranju. Njemu pomagamo z nakupom stojke, ki jo potrebuje za svojo stabilnost pri v bistvu vsakodnevnem početju. Potem Zavod Podstrehco kot humanitarni zavod, kot razdeljevalnica hrane in zbiralnica hrane in v bistvu kuhinja za humanitarne obroke. Potem je center Korak, ki je vsako leto prispevamo k njim, in pa Zavod Vidim cilj za slepe in slabovidno mladino, ki se nam običajno vsako leto tudi pridruži na veleslalomu in v bistvu otroci tudi smučajo. Koliko si se danes spustil po progi? 3-krat, 2-krat. Naš prvotni namen je zagotovo približati šport slepim, slabovidnim in otrokom z različnimi razvojnimi specifikami. Vsekakor mi poskušamo čim večkrat na leto smučati. Zdaj se že 4. leto udeležujemo tega dobrodelnega smučanja. Naš namen je, pa tako kot smo že v preteklosti izvajali v mednarodnem projektu, razvoj paralimpijskega smučanja. Zdi se mi pomembno, da se moj sin, ki je slep, udeleži takega dneva zato, ker da se športno udejstvuje, ker slepi imajo malo možnosti in tudi starši vedno ne zmoremo vsega sami, tako mu pa lahko nekdo pomaga, ker je sama ne smučam. Center Vidim cilj pa mislim, da tukaj ogromen prispeva ravno zato, da so športno aktivni, da plavajo, da smučajo, da imajo neko možnost, ki mogoče drugače ne bi imeli. Tako da res smo starši lahko hvaležni, da to obstaja. Lions klubi po vsej Sloveniji so odprti tudi za pobude za podporo projektov, ki so namenjeni osebam z okvaro sluha. Prošnje za podporo zbirajo vse leto.